Me veseli, da sem tukaj, torej, da smo zbrani. Sicer bom imel po mojem mnenju malce težjo nalogo, ker smo po kosilu, oziroma ker ste po kosilu. Vidim pri študentih, ko imam letos eno Erasmus skupino, da ko pridejo pol enih po kosilu, moram malo da ne plesati pred njimi, da jih malo animiram, ampak verjamem, da so tle bolj radovedni ljudje, kakor so več kot študenti v Erasmusu. Torej, nažalost se nisem mogel udeležiti že predhodnih predavanj na temo neenakosti, kar je kot razumem tema oziroma rdeča nit te okrogle te poletne šole, ampak naj nekako dve stočnici za nekaj o islamskem družbeno-ekonomskem pristopu povem. Namreč, da povedal bom tisto, kar pravzaprav vsi že vemo, zgolj ponovil, da danes se soočamo v svetu z ogromno, groteskno neenakostjo. Se veste, po teh podatkih ima 8 najbogatejših v svetu toliko bogatstva, kakor polovica revnejša, se pravi ljudi, 3,5 milijarde ljudi. 1% najbogatejših ima že ne prispodobno, ampak zares več bogatstva kot 99% ostalih. Imamo ogromno neenakost in po moje si to, ali pa moramo si to razlagati po mojem mnenju z neoliberalnim ekonomskim pristopom, ki se veste, se je začel udejanjati predvsem v času Margaret Thatcher, Ronalda Reagana v ZDA in Veliki Britaniji. Ta neoliberalizem pomeni zaradi tega, ker bom islamski družbeno-ekonomski pristop torej v pomembni meri kontrastiral z liberalnim oziroma neoliberalnim družbeno-ekonomskim pristopom, ker gre za dve precej diametralno nasprotni strani oziroma stvari, dve materiji. Druga stvar, ki je to, da glede na to, da imamo v zadnjem času upravka, nekoliko manj v zadnjem času, ampak z begunskim valom, ki prihaja skozi našo deželo, da se zelo krepi protiislamski diskurs, da ljudje seveda v islamu govorijo marsikaj negativnega, da to ni nobeno naključje, ker je ta protiislamski diskurs 900 leti star. Torej je treba umirjati ta protiislamski diskurs in eden od načinov, da to naredimo, je to, da izpostavimo, da v smislu socialnega oziroma družbeno-ekonomskega pristopa je islam, po mojem mnenju, veliko bolj podoben katoliškemu družbeno-ekonomskemu pristopu kot protestantskemu individualizmu. Se pravi, da v družbeno-ekonomskem smislu je islam precej blizu kulturi, vsaj kulturi v širšem smislu, ki jo tle živimo, se pravi, kot pa nekemu protestantskemu individualizmu. Čeprav bi rekel, kristjani smo pač naši, islam je nekaj popolnoma drugega, v tem smislu je zaradi svoje skupnostne naravnanosti islam bliže tistemu, kar je v zadnjem času začel po dolgem času znotraj rimokatoliške cerkve revitalizirati papež Frančišek. Naprimer, in pa že pred njim, čeprav po mojem mnenju manj iskreno, Benedikt XVI, naprimer v encikliki, ki jo je podal takoj po izbruhu finančne krize 2008, Caritas in Veritate, ljubezen v resnici, kjer je že tako na začetku jasno povedal, da cilj vsakršne ekonomske dejavnosti mora biti skupno dobro, oziroma dobro vseh nas, ki tvorimo družbo. Kar je bilo že takoj, torej popolnoma nasprotno tistemu, kar je Margaret Thatcher rekla, da družbe ni. There is no society, there are only individuals pursuing their own interests. Torej, to bi bili izhodišči. Naj takoj povem, da po koncu hladne vojne, ko so nekateri zahodni avtori, govorimo o Francisu Fukuyami, postavili tezo, da potem, ko je individualistični pristop premagal kolektivističnega, ko je kapitalizem oziroma ko so zahodne demokracije, zahodni liberalno-demokratski sistem premagal vzhodnega, torej kolektivističnega, komunističnega, da v nadaljevanju ne bo več nobene alternative temu, torej liberalni demokraciji oziroma tržni ekonomiji in pa parlamentarni demokraciji zahodnega tipa, so proti temu močno protestirali že takrat, se pravi na začetku 90-ih let muslimanski intelektualci. In to ni bilo naključje. Abdullahi Naim naprimer rekel, da to vrstne teze, kot jo je izpostavil Francis Fukuyama s tem svojim koncem zgodovine, lahko rodijo zgolj antagonistične proti odgovore. Ahmed Davutoglu je dodal, da očitno Fukuyama meni enači ljudi z zahodnim človekom.
in da vsekakor, da se boj za pravičnejši svet ne bo nehal. Akbar Ahmed, en pakistanski profesor, pa je celo rekel, da ravno to vrstne teze, češ konec je zgodovine, ni več alternative, ni več nobenega tekmeca liberalni demokraciji, da ravno to vrstne teze prepričujejo med drugim muslimane, da Zahod izvaja nekakšno zaroto proti muslimanskemu svetu. In nenazadnje sam Fukuyama je postavil tezo, da se bo ta liberalna demokracija zares uveljavljala povsod drugod, razen kot je nekako dejal v muslimanskem svetu, da tam pa je pričakovati največji odpor in seveda tukaj se ni motil. Kajti islamski družbeno-ekonomski pristop, torej daleč od tega, da bi sprejel tržno ekonomijo neoliberalnega tipa. Tariq Ramadan, eden od najbolj propulzivnih muslimanskih intelektualcev, naprimer poudarja, da je neoliberalizem oziroma svet, kakor ga je oblikoval v zadnjem času neoliberalizem, za muslimane lahko zgolj svet vojne. Alam al-Harb, proti kateremu se morajo boriti in ponuditi alternativo. Torej, in ta Ramadan nekako marsičem mutira trende. Tako da to je precej indikativno, da poznamo to vrstna stališča. Da bi pa vse malce lažje razumeli, seveda se bom pa vrnil nekoliko v same začetke islama oziroma v čas preroka Mohameda, da bi razumeli zgodovinsko oziroma družbeno ozadje islamskega družbeno-ekonomskega pristopa. Prva stvar, ki jo treba poznati, in ponovadi, če kje govorim o tem, vidim, da ljudje v veliki meri tega ne poznajo, že sam življenjepis preroka Mohameda je pomemben. Prerok Mohamed se je rodil, ko je njegov oče že umrl, Abdullah, torej nikoli ni poznal očeta. Ko je bil star pa 6 let, mu je umrla še mama Amina. Se pravi, da je prerok Mohamed že zelo zgodaj spoznal, kaj pomeni biti sirota, kaj pomeni biti torej marginaliziran, kaj pomeni biti ranljiv, biti odvisen od drugih v družbi. Zanje najbolj skrbel njegov ded Abd al-Mutalib 2 leti do 578, potem pa je začel skrbeti njegov stric Abu Talib zanj. Torej to dejstvo, da je Mohamed že zelo zgodaj občutil, kaj pomeni biti ranljiv socialno, je pomembno upoštevati, ker je pomembno vplivalo tudi na doktrino islama. Druga stvar, ki jo treba poudariti, je to, da kljub temu, da Max Weber, naprimer, govori o tem, da je Mohamed svoje privržence prepričal s tem, da mi je obljubil nagrado oziroma plen pri vojnih pohodih, je treba poznati, kot Montgomery Watt poudarja in pa še kakšen drugi avtor, naprimer Karen Armstrong, kaj je tisto, s čimer je prerok Mohamed zares torej si pridobil močno skupino privržencev v Meki, ki so mu sledili in potem seveda se tudi z njim preselili v Jasrib oziroma Medino. Se pravi, zakaj je lahko animiral prebivalce arabskega polotoka za pogojno rečeno novo religijo. Mohamed je dobro odkril, da prevladujoči razredi v Meki, to so bili kurajšitski trgovci, da so opustili tradicionalne plemenske norme solidarnosti. Da niso več sledili kulturnim vzorcom nomadskih plemen, ki so govorili o tem, da morajo močnejši zmeraj paziti na to, kako gre šibkejšim. Da je treba v puščavi, seveda, ker to so bile nomadske družbe, ki so potovali skozi puščavo, da morajo tisti, ki so na čelu, ki so močnejši, zmeraj paziti na to, da ne bi kdo zaostal. Torej, to je bil del arabske, nomadske, plemenske kulture, vendar pa so kurajšitski trgovci, ki seveda so se ustalili v Meki in začeli ukvarjati s trgovsko dejavnostjo, so na to pozabili in so začeli slediti predvsem svojemu lastnemu obogatenju. Namesto te neke kolektivistične torej, kulture so začeli slediti bolj individualističnemu torej, nabiranju lastnega bogatstva. Mohamed je to zaznal in seveda je proti temu nastopil, zopet je začel opozarjati na ta nespremljivi individualizem in uveljavljati torej spet to staro nomadsko kulturo, s čimer je prepričal marsikateri segment v Meki, ker je bilo teh marginaliziranih slojev
oziroma prebivalstva zmeraj več. Je pa Mohamed ta individualizem od korešitskih trgovcev izrazil v neki drugi obliki, namreč v tem, da je rekel, vsakemu posamezniku bo na dan njegove smrti torej sojeno potem, kako je živel svoje življenje. Ali ga je živel socialno pravično ali ne. Kajti med prvimi sporočili Mohameda je bilo seveda tisto, da mora vsak musliman ne zgolj moliti redno, ampak morda najpomembnejše sporočilo, paziti na vse šibkejše v družbi. Torej pomagati šibkejšim, sirotam, vdovam, revnim ali kakorkoli drugače marginaliziranim. Torej to ozadje je treba seveda poznati, da razumemo sam islamski družbeno-ekonomski pristop. Če se lotim tega družbeno-ekonomskega pristopa, moram takoj poudariti, da je v jedru tega pristopa, oziroma sploh v jedru islama, kljub temu, da seveda pri islamu lahko marsikaj izpostavimo kot pomembne elemente, dosledni monoteizem, kontinuiteto s prejšnjimi monoteističnimi religijami, pa je v samem jedru torej vprašanje socialne pravičnosti. Adl, pojem za pravičnost, ki pomeni socialno pravičnost, je ena od najpogosteje omenjenih besed v Koranu. In to ni naključje, torej pogostost postavljanja oziroma omenjena besed v Koranu pomembno indicira poudarke, ki jih je hotel tudi sam prerok Mohamed prinesti muslimanom, seveda kljub temu, da po muslimanski doktrini naj bi prerok Mohamed zgolj prenašal sporočila Boga. Nenazadnje tudi v sami suni oziroma v hadisih, ki govorijo o tem, kaj je prerok Mohamed rekel, naredil ali tiho odobril, je močan poudarek na pravičnosti. Če si beremo avtorje, ki govorijo o islamskem družbeno-ekonomskem pristopu, potem vsi po vrsti poudarjajo, da je temeljni cilj islama pravzaprav vzpostaviti neko pravično družbo. Družbo, v kateri bo bogastvo pravično razdeljeno. Tako Alistair Crooke pravi, da radikalnost islama je bila zmeraj ravno v tem, da je želel postaviti družbo z pravično ureditvijo. Ta že omenjeni Tariq Ramadan pravi, da musliman pravzaprav, ki ne sledi socialni pravičnosti, ni več pravi musliman. Da v islamu preprosto ne moreš trditi, da si musliman, če ne deluješ socialno pravično. Naslednje, k čemur bi prišel, je to, da bi omenil enega glavnih avtorjev islamskega družbeno-ekonomskega pristopa, Saida Hajbarja Nakvija, ki omenja 4 etične postulate oziroma 4 aksiome, ki zadevajo islamsko družbeno-ekonomsko misel. Prvič tauhid, enost, drugič al-adl wal ihsan, pravičnost in delanje dobrih del, kar pomeni ravnotežje, potem svobodna volja in končno odgovornost. Že ko poudarja, torej, ko govori o ravnotežju, al-adl wal ihsan, ta Said Hajbar Nakvi poudarja, da glavni cilj islamskega družbeno-ekonomskega pristopa je zagotoviti ravnotežje. Ravnotežje v smislu, da v družbi ne sme biti velikih neenakosti. V tem smislu je zelo pomembna sura 59 aja 7, ki pravi, bogatstvo se ne sme kopičiti v rokah bogatih med vami. To vrstna ureditev je v islamu označena z besedo zulm in je nasprotje, torej popolno nasprotje adla, pravičnosti. Torej, in kot takšno to pomeni hudo neravnotežje, ki naj bi ga muslimani svojo dejavnostjo popravljali. Naslednje, kar bi v tej misli Saida Hajbarja Nakvija izpostavil, je to, da poudarja, da seveda muslimani nikoli ne smejo pozabiti na tisto, kar se od njih zahteva, da nikoli ne smejo pozabiti na trpljenje drugih, da bi postali indiferentni do trpljenja drugih. V tem smislu mislim, da je zelo indikativna sura 4, vers 75 oziroma aja 75, ki pravi, zakaj se ne borite za Allaha in za nemočne moške, ženske in otroke. Torej, te segmente je treba upoštevati, ko govorimo o družbeno-ekonomskem pristopu islama. Sedaj bi šel pa na bolj strnjen del,
na direktno kontrastiranje med liberalno oziroma neoliberalno družbeno-ekonomsko mislijo in pa islamsko mislijo in malce ta nasprotja izpostavil. Prvo, kar je treba poudariti, je vloga posameznika in pa skupnosti v obeh. Namreč islamski avtori, ki govorijo, oziroma muslimanski avtori, ki govorijo o družbeno-ekonomskem pristopu, vsi po vrsti poudarjajo pomen skupnosti. In v tem smislu je treba poudariti, da je islam izrazito skupnostna religija, ki nenehno govori o tem, da je skupnost sestavljena iz posameznikov in da en posameznik ne sme pozabiti drugih posameznikov. Tako naprimer, že omenjeni Alastair Crooke pravi, da je obračanje muslimanov k Bogu je skupnostno obračanje. Pravi tudi, da preprosto ni mogoče biti z Bogom, če nisi z drugimi ljudmi, če ne upoštevaš drugih posameznikov oziroma deluješ v njihovo dobro. V tem smislu bi jaz poudaril neko dihotomijo, ki jo je treba izpostaviti, ko gre za islamski družbeno-ekonomski pristop. Namreč vsaki religiji treba definirati dobro. In v islamu se ta dobro definira preko prakse, ne preko filozofije, ne toliko preko neke teorije, ampak predvsem preko prakse. In pomemben pojem je krepost. Maruf, krepost, začne se torej ta razdelava kreposti z samo krepostjo, maruf, ki pravi, da posameznik, da je krepost nekaj tistega, kar je česar posameznik oziroma muslimanom ni treba skrivati. 3. sura, 104. aja pravi, naj bodo med vami takšni, ki bodo pozivali k dobremu in ki bodo spodbujali dobre dejanja in odvračali od zlih dejanj. Ampak naprej potem pridemo k družbeni kreposti. In ta je pomembna v našem kontekstu, namreč, ko gre za to družbeno krepost, salah, je potrebno razumeti, da naprimer 4. sura 69. aja pravi, da tisti, ki bodo poslušali preroka Mohameda oziroma Boga, bodo skupaj s tistimi, ki so v Allahovi milosti, to pa so preroki, resnicoljubni, potem mučeniki in pa salihin, tisti, ki delajo dobra dela. In torej to dihotomijo na eni strani salah, družbena krepost, na drugi strani pa nek individualizem je treba upoštevati. Salih namreč je tisti musliman, ki se bori za izboljševanje svojega lastnega položaja, vendar hkrati tudi za izboljševanje položaja drugih muslimanov. Na drugi strani je njegovo nasprotje fasid, sebični individualist, ki sledi zgolj svojim lastnim sebičnim interesom. In se mi zdi, da je tisti individualist, o katerem je Margaret Thatcher govorila, da naj posamezniki sledijo zgolj svojim lastnim interesom, oziroma ki jih ta liberalna, neoliberalna misel slika kot racionalno delujoče posameznike, kot homo economicuse. Torej ta salih, musliman, ki se bori za svoje dobro, vendar pa tudi za izboljšanje položaja drugih muslimanov, v islamski doktrini označuje iman, vero. Medtem ko fasid, sebični individualist, označuje kufr, neverništvo. Torej, salih je tisti, ki je musliman, ki označuje islam, medtem ko sebični individualist označuje neverništvo in to torej ne more biti več musliman. Potem pa tretja stopnja te gradacije kreposti je pa aktivna krepost oziroma delanje dobrih del, ki zahteva od muslimanov, da morajo nenehno delati dobra dela. Naj upozorim, da muslimani se vsak petek zberejo pri skupnostni molitvi Salat al-Džuma v džami oziroma v mošeji, tam poslušajo po molitvi pridigo, hudbo. Na koncu vsake hudbe pa pridigar izpostavi tisto, kar je zapisano v suri 16, aja 90. Torej vsak petek muslimani to poslušajo. In ta sura 16, aja 90 pravi, zares, Bog zapoveduje pravičnost in delanje dobrih del in prepoveduje dekadenco
nasilje in pa zlo. Torej, Bog zapoveduje pravičnost in delanje dobrih del. Torej, muslimani so vsak petek pozvani, da naj delajo dobra dela. To pomeni predvsem socialno dobra dela, kajti biti musliman, kot sem že rekel, pomeni biti socialno čuteč. V tem smislu 107. sura, 1. do 3. aja pravi, torej se upravičujem, če bodo rekel, zakaj se toliko referira na sam Koran. Torej, mislim, da to lahko najbolj pokaže, kaj dejansko, o čemu islam govori, zato se predvsej referiram na Koran, upam, da to koga ne moti. Torej, 107. sura, 1. do 3. aja pravi, ali si videl tistega, ki zanika onostranstvo oziroma sodbo? To je tisti, ki ne nahrani reveža in ki ne sprejme sirote. Torej, še enkrat, tisti, ki zanika onostranstvo, sodbo, ta ni musliman in to je, musliman ni tisti, ki žene sirota. Ko ravno govorim o tem, da so muslimani potem v skladu s tem konceptom aktivne kreposti, torej da morajo delati dobra dela, naj omenim še en del Korana, namreč 18:46, ki pravi, bogatstvo in sinovi so okras tega življenja, oziroma so okras tega sveta. To, da stalna dobra dela so boljša v očeh tvojega gospodarja, za nagrado in zaupanje. To bom pozneje še bolj izpostavil, ko bom govoril tudi o odnosu islama do pohlepa. Skratka, rad bi rekel, da islam je izrazito skupnostna religija, v kateri mora posameznik paziti na to, kako se godi drugim posameznikom. To pa ne pomeni, da islam popolnoma zanika individualizem. Nasprotno, islam od posameznika zahteva, da naj izrazi svoje torej, talente, da naj izrazi svojo podjetnost, da naj si prizadeva za dobiček. Ne zgolj, da ima pravico do tega, da si prizadeva za dobiček, ampak celo dolžnost, da je podjeten, da pridobiva bogatstvo, seveda ob tej bistvenem dodatku, da ko pridobiva bogatstvo, nikoli prvič ne sme prizadeti drugih posameznikov, drugih članov družbe in pa seveda, da mora to svoje bogatstvo deliti z drugimi. Seveda je pri tem mogoče omeniti tretji steber islama, zakat, ki zahteva od vsakega muslimana, da mora 2,25% svojega letnega dohodka dati za revne. Tako da islamska družbeno-ekonomska doktrina nekako izpostavlja, da sama pomeni neko srednjo pot med komunizmom oziroma komunizmom, včasih se tukaj tudi izraz socializem postavlja, in pa kapitalizmom. Da po eni strani tisto, kar bi naj bi jo razlikovalo od komunizma, naj bi bilo to, da sprejema zasebno lastnino. Torej, da nima nič proti zasebni lastnini, torej zahteva, da posameznik naj ima zasebno lastnino in da naj jo plemeniti. Po drugi strani tisto pa, kar jo razlikuje od kapitalizma, je pa to, da posameznik preprosto ne more čisto diskrecijsko uporabljati te lastnine, ampak mora slediti pri tej porabi lastnine nekim zapovedim ustvarjanja pravičnejše družbe. Ko ravno omenjam torej skupnostni pristop islama, naj dodam, da so muslimanski intelektualci po drugi svetovni vojni, ko je začel kapitalizem udirati v muslimanske družbe, ravno v tem kapitalizmu videli prinašalca individualizma, nespremljivega individualizma, vendar pa so se ti isti intelektualci kmalu začeli bati, da bo nepravičnost, ki jo bo prinesel kapitalizem, torej vodila k drugi skrajnosti, da naj bi se uveljavil komunizem kot zanikanje zasebne lastnine, posameznikove podjetniške pobude in tako naprej. Skratka, vendarle so kritični tudi do nekega rigidnega ustvarjanja, nekega popolnega egalitarizma v islamski družbeno-ekonomski misli. Druga stvar, seveda, verjetno mi na tej točki ni treba posebej poudariti, da neoliberalni družbeno-ekonomski pristop je izrazito individualističen, da pravzaprav pravi, da ima posameznik vso pravico delovati
zgolj za svoj lastni interes, oziroma ne daje tako rekoč nikakršnega podarka skupnostni paradigmi. Druga stvar, ki jo treba kontrastirati, je odnos do lastnine. V islamu so 3 elementi, ki bi jih poudaril v zvezi z lastnino. Prvi je koncept skrbništva. Namreč islam pravi, da posameznik ni zares lastnik lastnine svoje, ampak zgolj nekakšen skrbnik, da končni lastnik je seveda Bog. In da posameznik lahko v določeni meri postane, torej prenese nase to lastnino, zgolj v primeru, če bo deloval družbeno pravično. Evo, kličejo tudi iz onostranstva zgleda. Torej, da posameznik neke vrste, torej to skrbništvo lahko spremeni v lastništvo, če bo deloval v skladu z družbeno-ekonomsko doktrino islama, oziroma če bo poskrbel tudi za dobrobit drugih posameznikov, oziroma se zaščitil pred svojim lastnim pohlepom in preveliko torej, pridobitništvom. Drugi element v tem konceptu lastnine je seveda trditev, ki se postavlja iz islamske družbeno-ekonomske misli, da imajo marginalni člani družbe, revni, svoj delež v lastnini bogatih. Da preprosto niso revni zaradi svoje lastne neuspešnosti, kot se danes velikokrat poudarja, temveč da je sama organizacija družbeno-ekonomskega sistema privedla do tega, da nimajo ničesar. In kot takšni naj bi imeli neodtoljivo pravico do dela lastnine bolj premožnih. 51. sura 19. aja tako pravi: v njihovem bogatstvu je tudi delež, ki pripada revnim in tistim, ki so v pomanjkanju. In pa potem tretji segment lastnine, oziroma tretji element, ki ga je treba poudariti pri obravnavi islamskega odnosa do lastnine, je ta, da naj bi imela lastnina v lasti muslimana zmeraj neko pravično funkcijo, neko družbeno-ekonomsko funkcijo. Musliman naj bi svojo lastnino ves čas, torej naj bi sledil zapovedi, da mora z njo ustvariti pravičnejše stanje, da bi zmanjševal neenakosti, da bi skrbel za uboge in tako naprej. Pri tem je zanimivo poudariti, da na eni strani je zapoved, da lastnina ne sme biti uporabljena zelo ekstravagantno, da ne sme biti nekega zelo bleščečega zapravljanja muslimanov. 17. sura 26-27 v tem smislu pravi: daj sorodniku njegov delež in revežu in potniku in ne zapravljaj svojega bogatstva v prazno, kajti zapravljivci so hudičevi bratje. Torej, nekdo, ki ekstravagantno zapravlja svojo lastnino, velja za hudičevega brata. Jaz bi v tem smislu rekel, je en ekskurs naredil, da to, kar vidimo v zalivskih državah, v Dubaju, gradnja umetnih smučišč sredi puščave, gradnja visokih stolpov, bleščavost in tako naprej, to je v neposrednem nasprotju 117. suro 26-27. To je v nasprotju, globokem nasprotju za islamsko družbeno-ekonomsko doktrino. To, da se Arabci dičijo z najvišjimi stolpi, da okoli Meke oziroma velike mošeje gradijo nebotičnike, to je vse v popolnem nasprotju s tem, kar govorim. Pridem nazaj. Torej, na eni strani prepoved ekstravagantnega zapravljanja lastnine, na drugi strani pa hkrati tudi zapoved stiskaštva. Zapoved, ki pripoveduje skopost. Kajti skopost vodi zgolj k akumulaciji bogatstva, posameznik sedi na svojem bogatstvu, ga ne daje v obtok in s tem, ko bogatstva ni v obtoku, seveda ni potrošnje, ni novih delovnih mest in tako ni povpraševanja in tako naprej. Torej, denar mora krožiti, v tem so islamski družbeno-ekonomski mislici so si precej edini. Na drugi strani, seveda, spet bom sam deloma nekaj povedal, ker verjetno ni treba preveč o tem govoriti, neoliberalna družbeno-ekonomska misel poudarja popolno diskrecijsko pravico posameznika
da lahko dela z lastnino, kar hoče. Da mu nihče, če beremo Miltona Friedmana ali pa Friedricha Hayeka, Friedman pravi, da če bi kdorkoli želel zapovedovati torej posamezniku, kako naj zapravlja svojo lastnino, bi bil to nesprejemljiv poseg v njegovo svobodo. Celo več, da davki, progresivni davki, da pomenijo tudi poseg v to svobodo razpolaganja z lastno lastnino. Ne nazadnje, če beremo Johna Locke, potem vidimo, da je že John Locke v bistvu to, seveda, kot veste, liberalno misel zakoličil, s tistim segmentom v delu 2 razpravi o vladanje, ko je rekel, posameznik si svojo lastnino pridobil svojim lastnim delom, ne z odobritvijo drugih ljudi, torej, ker si jo pridobil svojim lastnim delom, ima tudi pravico s to lastnino upravljati, kot sam želi. Torej, v tej liberalni oziroma neoliberalni družbeno-ekonomski misli seveda ne moramo enačaja postaviti, ampak vendarle se pozdravlja skupni imenovalec, se pravi diskrecijska pravica posameznika do tega, da po svoje zapravi svojo lastnino, pri čemer mu ni treba, naj mu ne bilo treba upoštevati seveda stisk drugih. Pri čemer seveda izjema tisto, se pravi charity, se pravi neka dobrodelnost. Če hoče, lahko preko dobrodelnosti kaj da, ampak drugače sistemsko pa ni k ničemur zavezan, v tem smislu torej so progresivni davki neka anatema v neoliberalni misli. Tretja stvar, ki bi jo jaz izpostavil, je odnos do pohlepa. V islamu, islam najprej tisto, kar pravi islam v tem smislu, je najprej ugotavljanje realnosti, ugotavljanje, oziroma neko realistično priznavanje, da človek je nagnan k kopičanju, da človek je nagnan k pridobitniški dejavnosti, k nekemu pohlepu. Tako naprimer sura 100, aja 8 pravi, zares, ko govori o človeku, zares silno rad ima bogatstvo. Vendar v isti sapi potem dodaja tisto, kar bom še enkrat omenil, 18. suro, 46. ajo, bogatstvo in sinovi so okras tega življenja, toda stalna dobra dela so boljša v očeh tvojega gospodarja. Zaupanje, torej, da bi posameznik lahko upal v to, da bo blagohotno obravnavan s posledno sodbo. Kljub temu torej, da islam priznava, da je posameznik, da so ljudje nagnjeni k pohlepu, pa zahteva od muslimanov, da morajo zavestno dejavnostjo preiti ta pohlep in svoje življenje torej oplemenititi z etično in pa altruistično dejavnostjo. V islamu je pohlep zelo neposredno vžigosan. 59. sura, 9. aja pravi, tisti, ki se branijo pred svojim lastnim pohlepom, so uspešni. Torej neposredno govori posameznikom, če se boste branili pred svojo lastno grebežljivostjo, pohlepom, potem boste dobro zapisani v očeh Boga in boste tudi uspešno živeli življenje. Na drugi strani, tle pa je treba nemara nekoliko več povedati v tej zahodni liberalni misli ali pa sploh o ekonomski misli. Namreč s tem, ko se je v 17. in 18. stoletju začel uveljavljati kapitalizem, se je tudi znanost o ekonomiji uveljavljala, ekonomska znanost, in v okviru te znanosti, govorim seveda o Adamu Smithu, Bernard Mandeville in tako naprej, ti klasični avtori, so pledirali oziroma so govorili o tem, da je pravzaprav pohlep gonilna sila ekonomije. In da če bi ustavljali pohlep, bi pravzaprav delovali ne zgolj protinaravno, ampak bi družbo vodili v revščino. Verjetno vsi poznate torej Bogatstvo narodov Adama Smitha, v katerem seveda govori o tem, da ravno s tem, ko si vsak posameznik deluje pohlepno, ko si prizadeva za maksimiranje svojih koristi, za čim večji dobiček, da s tem pravzaprav skupina posameznikov na trgu skrbi za celotno družbo. Kot pravi Adam Smith, nekoliko parafraziram, da pek in pa pivovar ne bosta poskrbela za obrok drugih s tem, da bosta altruistična, ampak da si bosta prizadevala zgolj za svoj lasten dohodek oziroma pridobitništvo, oziroma za večanje svojega dobička. Pri tem bi rad opozoril na neko
epohalno spremembo, do katere je prišlo nekako v 17. in 18. stoletju, če je bil skozi ves srednji vek pohlep stigmatiziran kot izrazito negativna človeška strast, kot nekaj izrazito slabega, pa je v 17. in 18. stoletju tudi z delom Johna Locke med drugim so pohlep začeli drugače obravnavati kot pozitiven interes, ki pravzaprav neutralizira negativne strasti ljudi, kot so na primer oblastiželjnost in pohota. In kot pravim, John Locke k temu precej prispeval, ko je rekel, na začetku so bile pokvarljive stvari, ki jih posameznik ni mogel kopičiti, potem pa je prišel denar in je prišel seveda tudi možnost kopičanja bogatstva v obliki zlata, srebra in tako naprej. In pa Locke opozarja, če ga berete, da s tem, ko posameznik povečuje, torej ko deluje pohlepno, torej ko kopiči svoje premoženje, pravzaprav obdeluje zemljo in s tem povečuje koristi za vse ljudi. In v tem smislu danes pravzaprav ni naključje, da je uveljavljena, če malce ponostavim, trickle-down economics teza v smislu pustimo bogatim, da še bolj obogatijo, naj bodo pohlepni, naj izrazijo svoj pohlep, ne nazadnje Adam Smith je o tem pisal v teoriji moralnih občutij, ko je govoril o tem, zemljeposestnik je pohlepen, je požrešen, hoče vse sam požreti, ampak vsega pač ne more sam požreti, ker njegov želodec ne more vsega torej prebaviti, zato bo vsekakor to, kar bo on hotel požreti, padlo še drugim. Torej, ta trickle-down economics, ki jo je v svoji encikliki oziroma prvi apostolski spodbudi tudi papež Frančišek pred 3 leti kritiziral, pravi, pustimo bogatim, naj izrazijo še bolj svoj pohlep, naj pohlepno nabirajo, ker bo slejko prej nekaj prikapljalo, torej marsikaj prikapljalo k vsem ostalim. Trickle-down economics in bomo vsi na boljšem. Torej, islam si ne dela teh iluzij, da bi lahko pohlepno delovanje posameznika pripeljalo k dobrobiti vseh. In pa potem 4. segment, kjer bi jaz kontrastiral islamsko družbeno-ekonomsko misel z neoliberalno, pa je vloga države seveda. Islam je izrazito skeptičen do tistega, čemur seveda neoliberalizem pridaja nek temeljni pomen oziroma ki ga glorificira neoliberalizem, to je seveda vloga trga. Islam je do vloge trga zelo, zelo skeptičen, meni, da trg preprosto ne more zaradi svojih anomalij in pa tudi drugače biti tisti, ki bi odločal o razporeditvi bogatstva. In islam v tem smislu poudarja, da je nujna pomembna vloga države. Nekateri avtori celo pravijo, da se v tej točki islam močno približuje keynesijanski ekonomski paradigmi. Se veste, John Maynard Keynes, tisti, ki je teoretični pristavek dal za to, da je Franklin Delano Roosevelt med obema vojnama zafuril, oziroma ne zafuril, ampak da je torej izpostavil, aktiviral New Deal, generiral nova delovna mesta, torej pomembna vloga države, ko se sama ekonomija začne ustavljati. Islam predvideva torej pomembno vlogo države, pri čemer naj bi bila prvič vloga države v tem, da naj bi bile vse javne dobrine v javni lasti. Drugič pa v tem, da država naj bi poskrbela za to, oziroma pristop države naj bi bil takšen, da naj bi se ekonomska rast, če do nje pride, se pravi, izrazila na takšen način, da imajo te ekonomske rasti dobrobit vsi posamezniki, tudi revnejši, ne pa zgolj bogatejši. Jaz mislim, da to je pomembna misel. Vsi veste, da danes se velikokrat poudarja ne družbeno-ekonomska, ekonomska rast, da do nje prihaja, ampak očitno od nje nimajo vsi enake koristi, nasprotno, da večja ekonomska rast, naprimer na Kitajskem, v Indiji, v državah BRICS, vse do nedavnega, bolj se povečuje neenakost oziroma Ginijev koeficient. Po svetu to je univerzalen trend pravzaprav.
Tisto, kar poudarja islam v smislu države, je tudi to, da predvideva pomembno vlogo države seveda pri redistribuciji. Da država ima vso pravico uvajati visoko progresivne davke, da torej izničuje stanje, ki sem ga označeval oziroma označil kot neravnotežje, da ustvarja bolj družbo večje enakosti, torej da država ima vso pravico se odločiti za takšne in drugačne davke. In pa še nekaj treba poudariti v smislu, da tisto, v čemer se islam razlikuje od neoliberalne misli, to, da pridaja izrazit pomen zaposlenosti ljudi. Druga sura, 185. aja pravi, Bog vam želi olajšati, ne oteževati. Kar si islamski ekonomisti razlaga kot Bog želi človeku olajšati življenje in ker je ena največjih nadlog zagotovo ta, da je človek v nekem obdobju vsaj svojega življenja brezposelnost, potem je treba torej ta del, ta segment, pa še katerega drugega v Koranu razumeti kot to, da poziva k čim večji zaposlenosti. Zato je neka imperativ, ki se pojavlja v islamski družbeno-ekonomski misli, je seveda polna ali pa maksimalna zaposlenost v družbi. Torej, temu se pridaja mnogo večji pomen, kot pa seveda tisto, kar poudarja neoliberalizem, boj z inflacijo, ki pa potem seveda lahko ustvari večjo brezposelnost. Torej, pomembna vloga države v zagotavljanju tega, da bo ekonomska rast privedla do dobrobiti za vse posameznike v družbi, ne zgolj za bogate, možnost države, da uvede močno progresivne davke, potem država naj bi poskrbela za, če ne že ravno polno brezposelnost, zaposlenost, pa vsaj za maksimalno možno zaposlenost in pa ne nazadnje, država naj bi zagotovila tudi socialne ugodnosti, ki naj bi vsakemu posamezniku dale sredstva za vsaj minimalno dostojno življenje, pri čemer pa se islamski avtorji res da razlikujejo o tem, kaj pravijo, da je dostojno življenje. Torej pri tem potem se delijo na različne, oziroma nekako govorijo o različnih kategorijah, tako da to je pa res neka stvar, ki je diskutabilna. Ampak vendarle država naj bi zagotovila torej takšne socialne dobrobiti, da bi vsi posamezniki živeli dostojanstveno. Torej s tem sem mogoče lahko, ko govorimo o sami doktrini islamski družbeno-ekonomski, končam s tem, da tisto, v čemer se ta družbeno-ekonomska doktrina islama najbolj kardinalno razlikuje od neoklasične oziroma neoliberalne ali pa tudi marksistične, je ta, da zahteva, da mora biti v ekonomsko enačbo. Torej eksplicitno zahteva, da mora biti v ekonomsko enačbo vključena etika temelječa na religiji. Oziroma, da v islamskem družbeno-ekonomskem pristopu je zahtevano, da mora biti ekonomija neločljivo povezana s samo moralo, etiko. Da vse, kar se stori v ekonomiji, v družbeno-ekonomskih delovanjih, da mora temeljiti na neki morali, etiki. Preprosto ni mogoče iz ekonomskega pristopa izključiti morale oziroma etike. Mogoče bi v tem smislu zgolj še to dodal, kar sem prej nekoliko pozabil, namreč negativen odnos do zaračunavanja obresti. To je ena od največjih zapovedi v islamu, da posamezniki seveda ne smejo zaračunavati obresti. Torej, toliko o sami islamski družbeno-ekonomski doktrini. Vendarle pa seveda je treba nekaj povedati o tem, ali ta muslimanski svet zares živi to družbeno-ekonomsko doktrino, ki je tako močno izpostavljena. Lahko bi rekli, da kar zadeva na primer indikatorje, kot so Ginijev koeficient, se pravi stopnja neenakosti in tako naprej, da stanje v muslimanskem svetu ni rožnato. Nikakor ni, lahko bi rekli, kot tudi sam Said Hajbar Nakvi poudarja, da težko bi rekli, da v muslimanskem svetu dejansko obstaja stanje, ki bi kazalo na to, da je ta islamska družbeno-ekonomska doktrina vsaj v pomembni meri aplicirana. Veliko je neenakosti, veliko je revščine in tako naprej.
Seveda bi jaz tle upozoril na par razlogov za to vrstno stanje, pri čemer pa se ne bo možno izogniti tudi temu, da tudi sami muslimani marsikdaj ne živijo življenja, ki bi bilo popolnoma v skladu z islamsko družbeno-ekonomsko doktrino. Pa vendarle, strukturno je treba zadeve zastaviti. Če apliciramo strukturalistično teorijo mednarodnih odnosov na muslimanski svet, potem hitro ugotovimo, da je muslimanski svet periferija. Tako kot dobršen del, recimo temu včasih se rekel tretji svet, torej svet v razvoju. Se pravi, da v času kolonialnih oblasti so evropske kolonialne sile poskrbele za to, da v muslimanskem svetu, da je bila uničena še tista industrija, ki je obstala prej. Mohamed Ali v Egiptu je razvijal torej zahodno motivirano oziroma zahodnimi modeli zgrajeno upravo in pa tudi industrijo. Vendar so zahodne sile posredovale v Egiptu 1840 in uničili še tisto, kar je Mohamed Ali želel vzpostaviti. Skratka, kolonialni gospodarji so v času kolonialne vladavine muslimanski svet spremenili v periferijo, v smislu, da je ta zagotavljala zgolj naravne resurse za zahodne ekonomije. Pri čemer so seveda zgolj še močno potencialni trend, do katerega je prihajalo že v predkolonialnem obdobju. V tem smislu torej je islam tisti, ki izvaža zgolj torej naravna bogatstva, surovine več ali manj, Egipt, naprimer bombažne izdelke, seveda zalivske države, nafto in tako naprej. Pravzaprav pa to strukturalistično teorijo omenjam zaradi tega, ker je del te strukturalistične teorije tudi teza oziroma neutoljiv element je tudi ta, da seveda elite periferije. O tem je pisal že Johann Galtung, mislim, da že v 70. letih prejšnjega stoletja, torej da elite v perifernih državah, v ekonomsko dominiranih državah, mnogo bolje sodelujejo z elitami v državah jedra, kot pa svojim lastnim prebivalstvom. Torej, da elite seveda so vpete tudi v muslimanskem svetu v ta prevladujoči zahodno dominirani ekonomski sistem, neoliberalni in v tem smislu seveda ne delujejo, niso najbolj zainteresirani za to, da bi delovale v skladu z islamskim družbeno-ekonomskim pristopom. Morda je dober indikator poskus vzpostavljanja tako imenovanih islamskih bank. Namreč bogate zalivske države so v 70. letih potem, ko so bile polne denarja, kajti cena nafte je bila tedaj visoka, sklenile, da bodo poskušale v svetu uveljaviti islamsko bančništvo, ki naj bi se razlikovalo od dominantnega zahodnega, seveda predvsem v tem, da naj bi poskrbelo za pravičnejši svet in pa uresničevalo tisto, o čemer govori torej ta druga sura 278-279, tisti, ki zaračunava obresti, je napovedal vojno Bogu. Torej, da ne bodo zaračunavale obresti. Ampak se je izkazalo, da kljub temu, da so vložile zelo velika sredstva v to domnevno drugačno islamsko bančništvo, da niso uspele prvič uveljaviti, spremeniti že prej utečenega konsolidiranega zahodnega bančnega sistema. Izkazalo se pa seveda tudi to, da zalivske države, elite v zalivskih državah, da so veliko bolj pripravljene sodelovati z zahodnimi finančnimi krogi, kot pa uveljavljati za res neko alternativno bančništvo. Zato se je tudi v samem muslimanskem svetu začelo s tem postulatom, imperativom nezaračunavanja obresti nekoliko varati. Namreč, če so rekli, da naj bi islamske banke začele dva koncepta uresničevati, mudaraba in mušaraka, s katerimi naj bi se izognili torej zaračunavanju obresti, pa je stanje takšno v svetu na žalost, da so islamske banke začele na koncu prikrito zaračunavati obresti. Ne mudaraba mušaraka, ampak murabaha. Če posameznik nima denarja, sicer sam nisem bančni ekspert, če posameznik nima denarja, mu ga banka posodi in posameznik mora neko nadomestilo za to, da mu ga banka posodi plačati, to traja lahko zgolj 5 sekund, ampak to mu banka zaračuna.
Tako da se pravzaprav obresti zaračunavajo posredno, preko ovinka, na nek prikrit način. Se pravi, še enkrat, jaz bi to v veliki meri temu pripisal, da elite v bogatih muslimanskih državah, ki bi lahko kaj spremenile, saudske elite, katarske, se pravi, Združeni arabski emirati, mnogo bolj najdejo svoje interese v sozvočju z zahodnimi elitami, kot pa samim islamom. Nenazadnje je znan fenomen, da recikliranja dolarjev, da tisto, kar so naftno bogate države zaslužile, da se je pravzaprav takoj recikliralo s tem, da so ali kupile zahodno orožje za ljudske države, ali pa seveda na desetine milijard dolarjev investirale v zahodne banke in pa zavarovalnice. Torej so te arabske bogate elite, ki naj bile muslimanske, so preko svojih investicij torej organsko pravzaprav povezane z zahodnimi ekonomijami, ki pa seveda narekujejo sledenje neoliberalnemu ekonomskemu modelu. In so torej te elite v arabskem svetu manj zainteresirane za neko spreminjanje sveta oziroma za implementacijo islamskega družbeno-ekonomskega pristopa. To je strukturni del. Drugi je ta, da naprimer, če malce preučujemo, kje so ti avtori, ki govorijo o islamskem družbeno-ekonomskem pristopu močni, ta že omenjeni Sajed Haidar Nakvi je Pakistanec. In Pakistan je v določenih segmentih, v določenih delih, torej po drugi svetovni vojni, želel neko kot alternativno ekonomijo uvesti, vendarle pa Pakistanu to nikakor ne uspeva, kajti kolonialno breme se zdi premočno. Torej, zopet se moramo vrniti, tako kot pri marsičem, ko gre za muslimanski svet, v kolonialno obdobje in ugotoviti, da tisti muslimani, ki so bogati v Pakistanu, zemljeposestniki, tisti, ki bi morali od svojega bogatstva velik delež dajati za revne in izboljšati stanje v Pakistanu, tega ne naredijo. Zakaj ne? Se pravi, kot pravim, se treba vrniti kolonialno obdobje. Britanci so imeli seveda indijski Radž in ta del, ki je potem leta 1947 postal Pakistan, je bil del, ki so mu Britanci namenili vlogo varnosti. To je bila britanska varnostna država v severozahodni Indiji. Prvo, kar so vsilili temu delu, je seveda neka obsedenost z varnostjo, ki še vse od druge svetovne vojne Pakistan nenehno spreminjajo v neko ekonomijo obrambe, kjer ogromno sredstva za orožje dajo. Tisto, kar pa pravzaprav želim povedati, je to, da Britanci na severozahodu svoje britanske Indije niso vladali neposredno, ampak seveda lisjaki posredno, s tem, da so za njih pravzaprav vladali zaldari, veliki zemljeposestniški gospodi, ki so poskrbeli za to, zald pomeni krog, da je krog vasi, ki je bil pod britansko oblastjo, torej da je ostal lojalen. Te zaldari so za Britance torej ohranjali nadzor nad domačo populacijo, seveda pa so v zameno nekaj morali dobiti nazaj. In to je bilo dejstvo, da so Britanci sredstva, ki so se nabirala v tem delu Indije zaradi uvajanja tržnega pristopa v kmetijstvu, namesto v gradnjo infrastrukture, bolnic, šol in tako naprej, usmerili neposredno v žepe teh zemljeposestniških gospodov zaldarjev. In na ta način so Britanci spostavili torej s časoma nek utrjen sistem privilegijev teh zemljeposestniških gospodov. In ta sistem so tako zelo utrdili do leta 1947, da ga Pakistan po letu 1947 nikoli ni uspel zares razbiti. Zato te bogati zemljeposestniški gospodje plačajo, če sploh plačajo kakšen davek, po nekaterih podatkih zgolj 1% pakistanske populacije plačuje davke, torej če sploh kaj plačajo, ponavadi plačajo zelo malo. Torej, to so strukturni in pa neki zgodovinski razlogi za to, da islamski, muslimanski svet ne živi pravzaprav popolnoma v skladu z družbeno-ekonomskimi postulati islama. Kot sem pa že dejal, se ni mogoče izogniti ugotovitvi, da tudi sami muslimani večkrat ne živijo ravno
muslimanskega življenja. Celo ta Said Hajber Nakvi pravi, da muslimani nikakor absolutno ne živijo zapovedi, ki naj bi jim sledili, kvečemu relativno. V Maleziji se tako na primer dogaja, da davke plačujejo tisti, ki imajo manj. Medtem ko člani birokracije, poslovneži in tako naprej plačujejo ali sploh nič davkov, ali pa manj kot tisti, ki nimajo ničesar, oziroma ki imajo mnogo manj. Skratka, to, kar sem govoril, to je bila doktrina, ki pa v dobršni meri v muslimanskem svetu še ni uresničena zaradi zgodovinskih, strukturnih in pa tudi razlogov samega neupoštevanja islamskih družbeno-ekonomskih meril. Vendarle pa ta Said Hajber Nakvi, ki ga večkrat omenjam, in pa tudi drugi poudarjajo, da je musliman, če primerjamo povprečnega zahodnjaka in povprečnega muslimana, da ta musliman vendarle čuti nek večji pritisk v smislu doktrine, religijskih tekstov na svoje vsakdanje ravnanje in da vendarle v tem smislu, da je primerjan zahodnjakom bolj naklonjen, bolj nagnjen k temu, da bi islamsko družbeno-ekonomsko doktrino dejansko implementiral v svoje življenje. Ne nazadnje, morda zaključim s tem, da ko govorimo o 5 stebrih islama, da poleg že omenjenega 3. stebra, da mora posameznik dajati 2,25% za revne, tudi sam praznik posta v svetem mesecu Ramadanu narekuje muslimanom, da se morajo postiti za to, da bi občutili vsaj enkrat na leto, kako je tistemu, ki se mora postiti ne zato, ker sledi zapovedi posta, ampak zato, ker nima denarja za to, da bi si kupil hrano.